Pozdravljeni v novem festivalskem dnevu na delavniškem oddelku. Z nami je Urška, ki bo danes izvedla eno zelo zanimivo delavnico in jaz si bom kar počasi, medtem ko čakamo še na ostale udeležence delavnice, predala besedo, da se malo predstavi, pove, odkot prihaja in pove nekaj o svoji delavnici. Tako da, Urška, izvoli. Hvala, zdravo. Jaz sem Urška, sem prostovoljka pri Društvu za združene narode za Slovenijo, sedež ima v Ljubljani in tudi mi se nekako prilagajamo tem spremenjenim razmeram, zato smo današnjo delavnico preselili na splet. Bomo prebrali eno krasno slikanico, ob koncu same delavnice pa bomo še malo likovno ustvarjali. Ali bomo skupaj ali pa boste to naredili sami doma. Tako, dajmo se zdaj najprej pripraviti na poslušanje. To pomeni, da bomo malo stresli roke, pa malo bomo stresli noge, pa mogoče enkrat globoko vdihnemo, še enkrat globoko vdihnemo. In zdaj mislim, da smo pa čisto zares pripravljeni. Naslov te pravljice, ki jo bom danes delila z vami, je Drugačen. Mislim, da jo zdaj vidite. Pa bomo kar začeli s prebiranjem. Na vetrovnem griču je čisto sam, brez vsakih prijateljev, živel Drugačen. Da je drugačen, je vedel, ker so ga vsi tako klicali. Če je hotel prisesti k njim, ali tekati z njimi, ali se igrati z njimi, so vedno rekli: veš kaj? Nisi tak kot mi, drugačen si, ne spadaš med nas. Drugačen se je zelo trudil, da bi bil podoben ostalim. Smehljal se je in pozdravljal: živjo, tako kot drugi. Risal je, igral se je kakor oni, kadar so mu to pustili. Malico je nosil v enakih vrečkah kot oni. Pa ni pomagalo. Ni jim bil videti podoben in ni znal govoriti tako kot oni. Stvari je videl drugače, kot so jih videli oni. Ni se znal igrati tako kot oni, kar pa se tiče njegovih malic, niso bile takšne kot malice drugih. Veš, ne spadaš k nam, so mu rekli. Nisi tak kot mi, drugačen si. Drugačen je šel domov. Ko se je odpravljal spat, je nekaj potrkalo na vrata. Pred vrati je stalo nekaj čudnega. Ej, živjo, je reklo. Fino, da te zdaj poznam. Grem lahko naprej? Prosim, je rekel Drugačen. O, seveda, seveda, je rekla čudna stvar. Iztegnila je šapo oziroma nekaj podobnega plavuti. Drugačen se je zazrl v ponujeno šapo. Mislim, da si prišel na napačen naslov, je rekel. Čudna stvar je zmajala z glavo. A ne, nisem. Tule je kot nalašč zame. Poglej! In še preden je Drugačen dojel, kaj se dogaja, je čudna stvar zakorakala naravnost v hišo in sedla na njegovo večerjo. Ali te poznam? Je vprašal Drugačen. Poznaš? Se je nasmehnil čudni gost. Seveda, dobro si me oglej. Drugačen je gledal. Ogledal si je čudnega gosta z vseh strani. Ni vedel, kaj bi rekel, zato ni rekel ničesar. Ja, kaj ne vidiš? Je vzkliknil čudni gost. Prav tak sem kot ti. Ti si drugačen in tudi jaz sem drugačen. Spet je iztegnil šapo in se nasmehnil.
Drugačen je bil preveč presenečen, da bi vrnil nasmeh. Tudi ponujene šape ni sprejel. Kot jaz, je odkimal. Ti pa že nisi tak kot jaz. Pravzaprav nisi podoben čisto nikomur, ki ga poznam. Žal mi je, ampak ti prav gotovo nisi drugačen na moj način. Odšel je k vratom in jih odprl. Lahko noč. Čudni gost je počasi spustil šapo. Je zamrmral. Postal je žalosten in nenadoma je bil videti manjši. Drugačen ga je gledal. Spominjal ga je na nekaj, pa se ni mogel spomniti, na kaj. Medtem, ko se je skušal spomniti, je čudni obiskovalec odšel. Takrat se je Drugačen spomnil. Počakaj, je zavpil, ne odhajaj. Stekel je za čudnim gostom, kar so mu dale noge. Ko ga je ujel, ga je prijel za šapo in jo trdno stisnil. Nisi tak kot jaz, ampak me to ne moti. Lahko ostaneš z mano, če hočeš. In čudni gost je ostal. Od takrat naprej je imel Drugačen prijatelja. Čudnega. Skupaj sta se smejala in se pozdravljala, živjo. Skupaj sta risala, skupaj sta se igrala ali vsaj poskušala igrati. Skupaj sta malicala in bila sta različna, a sta se razumela. In ko je nekega dne na vratih potrkal nekdo še bolj čuden in še bolj nenavaden, nista rekla, da jima ni všeč in da ne sodi k njima. Malo sta se stisnila in naredila prostor še zanj. Tako, naša pravljica je končana. Vam je bila všeč? Ja, eni pridno kimate, super. Okej, zdaj pa se bomo malo sprehodili čez te ilustracije, pa se pogovorili o vsebini knjige. Tako, evo, pa smo čisto na začetku. Se pravi, naš Drugačen je živel sam v hiši na vrhu hriba. Kaj bi pa rekli ostale živali, ki so blizu njega živele, a so se razumele z njim? Okej. Se pravi, seveda te živali se z njim niso razumele, niso se želele z njim igrati, ker je bil drugačen. Ampak običajno, ko gledam to ilustracijo z otroki, pravijo, ja pa kako, saj so pa tudi te živali so čisto drugačne. So zajčki, pa ne vem, neke ptice, žirafe. Ne, tudi one so zelo drugačne. Kako to, da potem tega drugačnega iz naše knjigice ne sprejmejo? In seveda se Drugačen zelo trudi, da bi bil podoben vsem ostalim, pa mu to ne uspe najboljše. Dokler na vratih ne potrka nek čuden obiskovalec. Kaj bi rekli, sta čuden in Drugačen postala prijatelja? Na začetku ne. Na začetku je torej Drugačen rekel, da čuden pač ni drugačen na njegov način, ampak kmalu je ugotovil, da ne glede na to, kako različna sta lahko prijatelja. In običajno, ko gledamo skupaj tole ilustracijo, ko res vidite, kako žalosten postane ta čuden obiskovalec, ker ga Drugačen ni želel sprejeti in postati njegov prijatelj. Tako. In zdaj vidimo, da prijatelje res najdemo na najrazličnejših koncih in krajih in da se z njimi lahko super zabavamo
Tukaj vidite, kako drugačen in čuden skupaj rišeta, pa pozdravljata živjo. In na koncu se jima pridruži nekdo še bolj čuden in še bolj nenavaden. In kaj takrat naredita drugačen in čuden? Ga sprejmeta? Postanejo prijatelji? Vidim, da nekdo kima. Ja, postaneta prijatelji. Aha, evo super, postanejo prijatelji. Mislim, da je nekdo tudi nekaj napisal, pa smo mogoče to. Aha, evo Jan, Ana pravi seveda, Jan postanejo vsi prijatelji. Tako, zdaj pa nadaljujemo še z enim razmislekom. Torej drugačen, potem ko najprej pravi temu svojemu čudnemu obiskovalcu, steče za njim in mu reče, nisi tak kot jaz, ampak me to ne moti. Zdaj smo spoznali neka, recimo, da knjižna junaka, ki sta živali mogoče, ne? Neki izmišljeni biti, ampak kaj bi pa rekli za ljudi, ali se tudi ljudje med seboj razlikujemo? To je zdaj mogoče eno čudno vprašanje, ne si mislite, ker seveda je odgovor, tudi ljudje se med seboj, tako Ana pravi, ja, seveda, se med seboj razlikujemo, recimo govorimo različne jezike, poslušamo različno glasbo. In zdaj, če ste za to, se bi pa skupaj igrali še eno igrico, pa mogoče lahko spet uporabimo ta chat, torej da napišete odgovore na moja vprašanja, drugače pa tisti, ki uporabljate kamero, lahko kar pokimate ali pomahate ali kaj podobnega. Torej jaz bom povedala nekaj trditev, ja, ki lahko držijo ali pa ne. In če za vas drži, potem boste pokimali, če ne, boste odkimali ali pa napišite ja in ne. Ok, poskusimo. Ali drži? Rad jem čokolado. Ne? Nekdo pravi ne. Evo vidite, že pri tem se razlikujemo. Eni imamo radi čokolado, eni ne. Ok, kaj pa tale? Rad igram nogomet. Spet ja in ne. Kaj pa vsak dan tečem? 1 uro tečem, ne? Mogoče kdo napisal ja? Da vidimo, kaj se dogaja v govoru, ja. Ok, kaj pa? Rad poslušam klasično glasbo. Kaj pa zelo lepo rišem? Ja, tudi jaz sem tako, ja. Niti ne. Ok. Kaj pa rad jem sladoled? Ja, ok. Kaj še rad plešem? Ja, ne. Dobro. Ok, pa še zadnjo, še eno bomo. Imam obute zelene nogavice. Ne, nimamo obutih zelenih nogavic. Ok. Torej, zdaj ste videli, sicer ni nas tukaj dosti, ampak zelo se med seboj razlikujemo, pa čeprav nas je ta današnji dogodek med seboj povezal in jaz sem prepričana, da če bi se spoznali, pa mogoče kak dober sladoled skupaj pojedli, bi seveda lahko postali tudi prijatelji. Tako da sporočilo te današnje zgodbe, te današnje delavnice je, da ne glede na razlike med nami lahko postanemo zelo dobri prijatelji. Takole, čaka nas še ena skupna naloga. Zdaj bomo risali, čeprav smo prej ugotavljali, da ne rišemo zelo dobro, ampak predstavljali si bomo, da sta drugačen in čuden naša prijatelja. Kaj bi zdaj mi skupaj počeli? Pa si vzamite zdaj kakšno minutko, lahko zaprete oči tudi, če želite. In si zdaj predstavljajte, torej, da ste z drugačnim in čudnim, recimo na enem zelenem travniku, in kaj zdaj skupaj počnete. Pa vam damo malo časa za razmislek. Ok, jaz mislim, da ste malo razmislili o tem, kaj bi z drugačnim in čudnim lahko skupaj počeli, tako da vas vabim, da narišete eno risbico na to temo. Lahko seveda začnete zdaj, lahko kasneje si vzamete čas za to, ni pa tudi obvezno, ne,
da to morate narediti. Tako, mi smo tole delavnico pripeljali skoraj do konca, ampak ker še imamo čas, vas pa zdaj vabimo vse vas, ki ste z nami, pa bi želeli kaj povedati, kako vam je bila delavnica všeč, mogoče kaj o vsebini delavnice, pa vas kar vabim, da pomahate, vključite mikrofon, pa lahko kaj poveste. Boštjan pravi, delavnica je bila zanimiva, to pomeni, da bi še želeli kako tako delavnico mogoče pravljično, tudi kdaj v prihodnosti, seveda. Seveda, pravita Nina in Ana, evo, super. Če lahko v prihodnosti, super, hvala, Boštjan tole pravi. No, takole, dragi moji, potem pa res zaključujemo to delavnico. Vabljeni torej, da kaj narišete in seveda, da ostanete na festivalu Igraj se z mano. Super, hvala Urška za tole delavnico. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.